Pričujoča razstava z naslovom DDR Frau Nemi klici ima tako imenovano protagonistko. To je sodobna ženska zahodnega sveta, ki ima za sabo izkušnjo tranzita. Se pravi, tranzita iz enega družbenega sistema v drugega, iz socializma v kapitalizem. In slednje, kar lahko imenujemo tudi fenomen, se je v bistvu zgodilo v zelo kratkem obdobju in se mi zdi, da je zelo močno zaznamovalo celo mojo generacijo. Skratka, to sodobno amazonko, kot jo imenujem, postavljam v banalne, kontradiktorne, spet drugič smešne ali obotne situacije in znotraj le-teh ta akterka zelo iskreno, včasih že naivno, ampak osredotočeno pripoveduje o svojih strahovih, svojih dilemah, o svoji osebni zgodovini, o kolektivnih dogodkih. Slike so polne predmetov, ki sem jih imela iz 80-ih let prejšnjega stoletja. Skratka, ti predmeti, na katere gledamo v tehnološki dobi že kot na arhaične predmete, so v današnjem svetu nekateri že neuporabni. Tisti vidik, ki je zanimal mene, je pa ta nostalgičnost, ki me navdaja, ko pridem v stik z nekimi atmosferami, ambienti, vzorci iz tega obdobja. Pri samem procesu dela sem zelo veliko eksperimentirala z različnimi nanašanji na platno in hkrati z različnimi ozadji. Kršila sem vse konvencije pravilnega grundiranja oziroma napenjanja platen, jemala sem materiale, kot so trivialne rjuhe ali krpe, grundirala z nepravilnimi odmerki veziva in barve, tako da sem v bistvu prihajala do nekih novih rešitev transparence, ki se mi zdi, da so zelo dobro se sovpadali z neko retroestetiko konca prejšnjega stoletja. Kar se mi je zdelo bistveno je, da je ta figura, ki jo slikam, nekoliko predimenzionirana, se pravi, da je nekoliko večja od naravne velikosti in s tem sem se lahko zelo taktilno, zelo direktno, zelo haptično spopadla ne samo z njo, ampak tudi samim procesom slikanja. Namreč, ko delaš veliko sliko, je vsaka napaka, ki jo narediš, tudi toliko večja, tako da je bil ta sestop v nek sodoben pristop figuralike zelo brutalen. Sam način slikanja figur je bila odločitev, kako narediti ne iluzionistično sliko in hkrati najti izraz, ki je dovolj sodoben in dovolj prepričljiv, da zdrži celo vednost zgodovine figuralike. Ta ženska, ki jo slikam, je v bistvu sodobna ženska. Jaz si pravim sodobna amazonka. Ampak ker je pač medij slikarstva ali pa moj način slikarstva tudi oseben, ne samo angažiran, se mi je zdelo, da moram z brezobrazno odločitvijo slikanja nekako to žensko plasirati v širši prostor, ne samo v mojo lastno zgodbo. Do svoje intimne, osebne zgodovine imam tako v tej seriji kot v vsem svojem ustvarjanju v bistvu nek specifičen odnos, namreč in angažiranost in intimna zgodba je ključna v določenem momentu, ampak je nikoli ne pripovedujem direktno, linearno kot neko zgodbo, ampak vedno na latenten način. Se pravi, da gledalcu ponujam določene namige, s katerimi lahko potem on sam interpretira vsebino ali pa reflektira svojo zgodbo skozi sliko. Slikarski medij vidim kot izvrsten način podajanja sodobnih tem v umetnosti. Se mi zdi, da ima nepopisen potencial, namreč dovoljuje rešitve, ki so lahko zelo angažirane in po drugi strani se lahko spuščaš v to polje na zelo intimen način.
Znotraj slikarstva me vedno znova zanimajo sodobni, nevideni prijemi, se pravi neke izrazne možnosti, ki so lastne samo meni. Ta humoren del vsebine, ki jo prikazujem, se mi je zdel ključen. Namreč zdelo se mi je, da moram do same sebe in do tega zelo problematičnega sveta, ki živimo, razviti neko distanco. In se mi zdi, da ta distanca je humor, ne? Se pravi, da neko zelo resno, zavezujočo, težko temo seveda prikažeš takšno, kot je, ampak da je ta interpretacija humor in s tem pokažeš pač neko znosnost do sveta, v katerem živimo. Slike verjetno lahko delimo na ozadje in na figuro, ki se pojavlja na tem ozadju. In namen tega ozadja je bilo prikazati neko atmosfero, ki sem želela, da se spogleduje z 80-imi, 90-imi leti prejšnjega stoletja, skratka z nekim obdobjem, ko sem jaz odraščala, ne? Z obdobjem, ki me je definiralo, ne? Obdobje, na katerega gledam zelo nostalgično. In uporabila sem v bistvu tradicionalno valjčkanje, ki so ga včasih uporabljali za krasitev nekih sten. Jaz sem pa potem v slikarskem mediju uporabila valjček kot originalen način grafike in hkrati nekako naredila neko alinejo k vzdušju, ki je vladalo v tem obdobju. Se pravi, zdaj na to obdobje 90-ih let, 80-ih gledamo kot neko retro estetiko, ki je seveda zelo aktualna, ampak jaz do nje gojim pa nek zelo oseben odnos, ne. Barvna skala, ki jo uporabljam, je nekako sinteza izkušenj, ki sem jih pridobila recimo v 80-ih letih kot otrok in jih potem združila v svojo izkušnjo bivanja v Nemčiji, sploh v vzhodnem bloku. In se mi zdi, da je bil te barvne odločitve, ki sem jih počela, so bile v bistvu podzavestne odločitve in sem jih nekako zaobjela v celoto šele, ko sem postavila razstavo, ne. Odnos do angažiranosti vlog, ki jih ima sodobna ženska, je bila ena najbolj zagonetnih stvari, ki sem jih mogla definirati, ne. Se pravi, se odločiti, kakšna točno je ta ženska, ne. In določen odmik, ki se mi zdel smiseln, je bil, da sem se nekoliko distancirala od feminizma in namesto tega pripovedovala osebno zgodbo, ki pa seveda ima feministične nastavke, ne. Tako da zdaj te vloge, ki jih prikazujem, se mi zdi, da vloge, ki jih igramo ženske v sodobnem svetu, so lahko zelo nasprotujoče, zelo različne, ampak hkrati se sovpadajo v istem času, ne. Se pravi, na nek način smo nežne in precizne in po drugi zelo borbene in jasne in da zelo velikokrat prihaja do nesoglasij, ne samo samim sabo, ampak tudi z družbo, z nasprotnim spolom, z ljudmi, ki živimo in delamo.